Upam si trditi, da v tej dvorani ni prav veliko strokovnjakov za zgodovino, verjetno pa prav nikogar, ki bi bil strokovnjak za sovjetsko zgodovino. Kar je pomemben podatek, ker danes pravzaprav sprejemamo politično deklaracijo, ne deklaracijo, s katero bi zatrjevali zgodovinska stališča. Ta akt, ta politični akt je, kot je moč razumeti iz dosedanjih obrazložitev, namenjen predvsem podpori Ukrajini, kar je zagotovo ob ruski invaziji, ki se je zgodila prejšnje leto, plemenito. Ampak po naši oceni je ta politična deklaracija utemeljena na napačnem izhodišču. Na podlagi dogodkov izpred 90 let, 1000 kilometrov stran, bomo težko osmislili to, kar se dogaja danes. Gladomor se je zgodil, tega ne more in upam, da tudi nihče ne bo zanikal. A o tem, kakšni so vzroki in razlogi za ta dogodek, ni poenotenega stališča zgodovinske stroke. Zato ga označiti za genocid, enega najhujših in najbolj zavržnih zločinov v mednarodnem pravu, zato da bi vlekli vzporednice med današnjo Rusko federacijo in Stalinovo Sovjetsko zvezo izpred 90 let, je po naši oceni neodgovorno. Podobnih grozodejstev je bilo v moderni in sodobni zgodovini ogromno in ocenjujemo, da bi bilo smiselno potemtakem začeti sprejemati deklaracije o vsakršnih podobnih grozodejstvih, ki jih je človek naredil zoper drugega človeka v moderni in sodobni zgodovini. Recimo veliki lakoti na Irskem med leti 1845 in 1852, ki so jo pospešile namerno oblasti v Londonu, ali pa grozodejstev v Kongu med leti 1885 in 1908 strani belgijskega kralja. Bengalski lakoti leta 1943, ki so jo prav tako povzročile angleške kolonialne oblasti. Ali vseh zločinih 20. stoletja od Koreje do Vietnama, od Iraka do Afganistana, ki so se vodili pod taktirko Združenih držav Amerike. V preteklem tednu sem večkrat poudarjal, da naj zgodovino razlagajo zgodovinarji. Njene interpretacije pa naj ne podaja politika za to, da bi legitimirala svoje politične interese. In na tem stališču stojim tudi danes. Razglasitev take deklaracije nažalost ne bo prinesla tega, da bodo utihnile puške, da bodo prenehale padati bombe in da bodo ljudje ostali živi. Kot država, če smo zavezani in smo podpori Ukrajini, lahko naredimo predvsem to, kar že počnemo, vztrajamo na ustavnih načelih miru in nenasilja in predvsem pomagamo ukrajinskemu ljudstvu, vsem Ukrajinkam in Ukrajincem v prvi vrsti z humanitarno pomočjo. Vse ostalo je v tem trenutku irelevantno.